Pa pejmo pogledati. Živjo? Kaj lahko povemo o teh slikah? Da so zelo zanimive. Pa še kaj? Pa da je dobra hrana. Predvsem in vino. Dober je. Vrtek. No, pa je res. Tega v Krk malo zmanjka, po mojem. To je pa Robert. Robert. Lej, ko so ti čist salon zasedli. Ja, ni to super. Ampak je fajn, ne? Če bi bilo skozi tako, no, bi bilo domest. Ja, no, kako bi pa delal pol? Če kaj še ga najdel, ne. Bi poklical vest na pomoč. Vi, ne? Ste videli to? Gremo zdaj malo pogledati še okoli. Zelo v redu se mi zdi. Ni kompozicij ste... Pa ta nuggets tle. Ta nuggets. Vse spoba, dobro skleda. Vidite uživa, vse po moj dan se pleče. A misliš? Ne v hotel pokazati. Mislim, da ni to vdet, da bi se upravljali. Peter, tale postavitev tle v frizerskem salonu je najbolj kar svoj vrsten izziv, ne? Ja, po eni strani je, po drugi strani je pa fajn, ker je že obstaja nek kontekst, pa se samo umestiš v ta kontekst. Veš, kako imaš galerijo, je bela kocka, ne, prazna, pa nekaj postavljaš, pa so stvari kompozicije. Tukaj pa že vnaprej imaš definiran en kontekst, so neki nosilci, so neke vtičence, neke stvari, neki stoli in potem se v ta kontekst umestitijo včasih lažje, kot pa je začetka. Kje si pofotografiral vse te ljudi, vse te pokrajine? Prostori, to je vse Slovenije. Trafik je ob, nad, pod, na avtocestah, ne? In v tem prostoru. Otroci pa v bistvu dosti blizu to. Vse skupaj se dogaja dosti ob cestah. Mogoče pri otrocih sem še malo dlje v naravo, pa je kakšen kilometer stran od avtoceste, ampak ne dlje kot to. Koliko od teh ljudi, ki jih imaš na fotografijah, pa poznaš? Poznam vse. Ne? Je bil tudi kakšen... Ampak odprej, da bi jih poznal, poznam pa 3/4. Ja. Pa so bili, ni bilo problem, ko si jim povedal, da bi jih fotkal in kako bi jih pofotkal? Ne. Ponavadi, ko jim razložiš, zakaj gre, da pač to nek koncept ozadje, da se nekaj dogaja, ne, da je to pač neka zgodba celovita, se jim zdi še celo fajn, da bojo lahko sodelovali na tej zadevi, ker je zanimivo jim, ne. Tako da ni nikoli problemov. Zakaj ravno trafik? Beseda, ki je v naslovu te razstave. Trafik, če se staviš trafik-it, se mi zdi tako fajn trafika oziroma trafikarsko, ne, nekaj tazga, nekaj preprodaje, ki doda še nekaj k tej opoziciji otrok pa prometa, ne, k temu zelo konkretnemu subjektu pa tistemu zelo abstraktnemu prostoru pa pride do neke trafike, kar pa to dejansko je, ne, to mi zdi. Ampak več kot to ni pomena, je to, zato se mi zdi ljubše, da je v angleščini. Kako si zastavil ta projekt? Recimo tukaj je za ena stena, na kateri je 6 slik, ki imajo najbolj še en skupen imenovalec, ne? Seveda, to so pač te iz serije Kids, ne? In še tam dve, ktorih je 8 vsega skupaj razstavljeni. Format je isti zaradi tega, ker sem ti sam printal in to je maksimalni papir, ki sem ga dobil na voljo, ne? Zato, tudi oprema, ki sem jo imel na voljo, je prenesla te dimenzije, ta format. Zdi se mi pomembno, da to, kar sem posnel na negativ, da lahko tudi sam sprintam in da je to pač neke stare tehnologije prisotne, ker lahko pokaže, kaj je zmožna ta tehnologija proti tisti, kjer je pa sken iz diafilma in potem sprintano na računalniški printer, ne? Ker je popolnoma drugačen feeling oziroma globina fotografije. Kako bi se Peter Rauch predstavil slovenski publiki sam s svojimi besedami? Kdo je Peter Rauch? Ja, glede na to, da se največ predstavljam skozi fotografijo, so tukaj besede malo težje za zbrati, ampak
Ne vem, sem to, kar delam tukaj, pa sem še kaj zraven, ampak večina je pa prisotna v mojem delu. Ne? Tako ali drugače. To so pa fotografije, nekaj je to teorije, sem grafični oblikovalec, predavatelj, vse te zadeve počnem, pa še kaj upam, da se bo najdel, da bo ratno en fine fusion nekega izraza vizualno-teoretskega, recimo. Še zadnje vprašanje, katera tehnika fotografije ti je najbolj pri srcu, se pravi, katero tehniko najraje uporabljaš? Srednji format, analogna, 6x9 cm, to mi je najljubše. Če še kamera povem, rangefinder trenutno, princip kamere mi je najljubša stvar, ker je hitra in daje zelo kvalitetne rezultate.